Za gasilce iz srednje vasi je bil ta vikend še posebej slovesen. Ob 80-letnici tega društva so namreč pripravili slovesno parado in prevzeli ter blagoslovili novo gasilsko vozilo GVC 16/25. Že v petek pa so pripravili slavnostno sejo ob 80-letnici društva. Pripravili so tudi bogat kulturni program, predstavili so knjigo ob 80-letnici društva, srečali pa so se tudi s svojimi pobratenimi avstrijskimi kolegi iz gasilskega društva Švehat pri Dunaju. Le-ti so jim izročili zelo zanimivo in koristno darilo. Glavna slovesnost pa je bila v soboto popoldne, ko je krenila na pot slovesna gasilska parada. Nato se je pod šotorom začela slovesnost. Spregovoril je tudi predsednik PGD Srednja vas Slavko Bučevec. V spominu vrnem nazaj v leta, ko so naši tovariši ustanovili gasilsko društvo, lahko podoživim ves smisel plemenite dejavnosti, ki so ji ti možje, navkljub pomanjkanju znanja, denarja in organizacijskim težavam ostajali zvesti. Prostovoljno delo, kakršnega opravljamo, ni eno najpopularnejših, zato ne čudi dejstvo, da so izmed relativno velikega števila članov zares aktivni in predani žal malo številni. Seveda je prav ta peščica entuzijastov skozi vso zgodovino poskrbela, da se je društvo razvijalo in pritegnilo k delu tudi ostale, ko je bilo to potrebno. Poleg opazne vloge, ki jo ima naše društvo Gasilski zvezi Kamnik pri delu in organizaciji, je prav gotovo najbolj prepoznavno po zaslugi uspehov, ki smo jih dosegali na številnih domačih in tujih tekmovanjih v gasilsko-športnih disciplinah. Tradicija dobrega dela, znanja in zagnanosti je stalnica, ki nas spremlja že dolgo in se nadaljuje iz generacije v generacijo. Pri tem je seveda spet treba poudariti vlogo posameznikov, ki so svojo voljo, predanostjo in znanjem predstavljali zgled. Ker ne bi rad komorkoli, ki bi aktivno v preteklosti storil krivice, ne bom navajal imen, kljub samo pa moramo omeniti našega bivšega dolgoletnega poveljnika Staneta Hribarja, ki je v preteklih letih veliko prispeval k razvoju tekmovanega gasilstva v društvu in bil soudeležen pri njegovih največjih uspehih. Verjetno je prav tradicija doseganja dobrih rezultatov tista, ki iz leta v leto pred občinskim tekmovanjem privabi na plan tudi tiste, ki sicer niso dejavni, da zasedajo mesta v svojih ekipah ter se z veseljem udeležujejo gasilskih vaj. Da bi se jubileja, ki ga praznujemo, spominjali tudi še čez leta, smo uredili zunanjost gasilskega doma, izdali smo kroniko društva in v garažo pripeljali novo vozilo GVC 1625, ki ga bomo danes prevzeli in predali v uporabo.
Da so organizacijsko, finančno in časovno to hude naloge, smo ugotovili ob realizaciji, ko nam je začelo zmanjkovati časa. Včasih mi je ob tem popadlo malodušje, ki pa sem ga uspel premagati ob pomoči poveljnika Gašperja Baloha, tudi vodja obnovitvenih del, s katerim sta vedno poiskala rešitev. Pri tem moram hkrati še posebej pohvaliti nekaj naših članov, ki so žrtvovali ogromno svojega prostega časa, da lahko zunanjost gasilskega doma danes gledamo za res lepi podobi, ki jo je sliko Florjana še polepšal naš sokrajan Rudi Poljanšek. Spregovoril je tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič in predsednik Gasilske zveze Kamnik Marjan Primožnik, ki je povedal, da ga veseli, da je odbor Gasilske zveze Kamnik sprejel, da se namesto gasilskega vozila z vodo nabavi gasilsko vozilo avtocisterna. Pa to še ni bilo vse. Z lokalno skupnostjo smo našli skupni jezik, saj je občina za to vozilo prispevala kar 160 000 evrov. Iz tega mesta se izrekam v imenu Gasilske zveze Kamnik zahvala občini Kamnik za to nabavo. In upam, da bo tako sodelovala tudi naprej. Še enkrat, gasilci iz Srednje vasi, iskrene čestitke in še tako naprej. Na pomoč! Sledila je slovesna predaja ključev novega gasilskega vozila. Predajanje ključev novega vozila GVC 1625, last gasilskega društva Srednja vas, da boš dobro in vzorno skrbel za njega, da boš naslednje rodove in, bom rekel, tudi zdajšnje operativne člane usposabljal na tem vozilu, jim kaj novega pokazal in pa predvsem ti želim srečno vožnjo, kamorkoli boš s tem vozilom šel. Sledila je blagoslovitev vozila. Bom blagoslovitev vozilo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Vaše korake naj nagnava na pot miru, medsebojne solidarnosti in pomoči, napravi naj vas darovidne, dobre in popolne ljubezni. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Hvala lepa. Nato so botri vozila odprli šampanjec ter z njim simbolično krstili novo gasilsko vozilo. Nato so simbolično prevezali še trak na vozilu. Za našo spletno stran pa je spregovoril tudi poveljnik Gasilskega društva Srednja vas. Zakaj boste uporabljali to vozilo in kaj vam to pomeni? Novo vozilo bomo uporabljali predvsem za vse naloge zaščite in reševanja, to je za gašenje požarov, za naravne nesreče, za poplave, za, bom rekel, za neurja, ki se v zadnjem času zelo veliko pojavljajo pri nas, in pa za vse druge nesreče, na katere pač interveniramo oziroma izvozimo. Ga boste uporabljali tudi na tekmovanjih, vaše društvo je zelo znano, zelo priznano. To vozilo ni opremljeno in ni namenjeno tekmovanjem, to vozilo je zgolj in samo operativno vozilo za upravljanje operativnih nalog, za prevoz moštva na tekmovanja in pa vozilo, ki ima opremo tudi za tekmovanja, imamo pa pač v garažah in ta vozilo se zato ne bo uporabljalo.